Kar prid. Gremo. N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To je N1 podcast. In lep pozdrav sodelavcu Radia Študent in časopisa za kritiko znanosti Mateju Kavčiču. Zdrav, lepo pozdravljeni. Živijo Matej. Matej je tisti novinar, ki je bil spomladi en mesec zaprt v Iraku. Slovenska javnost je to spremljala, mediji smo poročali, spremljala je tudi mednarodna skupnost in Matej, res sem vesela, da te lahko zdaj pozdravim na N1 podcastu. Tako da še enkrat dobrodošel. Hvala. Pa pojdiva najprej k tej aretaciji in mesecu dni v zaporu. Zdaj pogovarjala sva se že, oziroma si pisala. Ti o tem nočeš veliko govoriti, čim manj praviš. Ravno zato, da ne bi pozornosti preukrenili z vsebine, kar si tam počel, torej preučeval si jezide, ki so bili med drugim pred leti žrtve genocida Islamske države, ne bi rad preusmeril te pozornosti iz te zgodbe na svojo zgodbo. Ampak za začetek vendarle... Pa dajmo, ne? Pa dajmo. Zmenjena cela par vprašanj. Pa vendarle, torej, kaj se je zgodilo, kako je bilo, prebrala sem in preposlušala sem intervjuje s tabo. Ti si bil aretiran skupaj z nemško kolegico Marlene Föster, ampak nista bila zaprta skupaj. Ne? Iraške oblasti niso priznale vajnih novinarskih izkaznic. Diplomacija je potem šla v akcijo, izpuščen si bil po mesecu dni, prve 3 tedne, pa čeprav razumem, si bil brez stika z konzulatom, odvetnikom, svojci. Iz Šengala so te najprej premestili v Mosul, kjer si bil 6 dni, potem v Bagdad. Česa točno si bil na koncu obtožen? Kakšna je bila ta obtožnica? Oziroma omenjalo se je takrat vohunjenje, ker si pač preučeval jezide. Na koncu se je pa vse zvedlo na dokumente, ne? Ja, meni več ali manj si vse povedala. Obtožen nisem bil ničesar, mislim, formalno se je omenjal veliko, mislim, tam titek probajo reči, da si vse, ampak na koncu je bil, se je zvedlo na problem vize in s tem je bilo končano. Ti si za Delo že povedal, kako je izgledalo v tem iraškem zaporu. Povedal si, mučili me niso, no, bili so grobi, a tam je to normalno. Z Iračani so ravnali veliko slabše kot z mano. So bile pa med zasliševanjem stalnice grožnje s smrtjo, z mučenjem, elektrošoki. Govorili so mi, da me bodo izročili plemenskim milicam, da me ubijajo ali da me bodo ubili oni sami. Zasliševanje je bilo veliko. In praviš, rekel si, najhujša je bila negotovost, ker nikoli ne veš, kdaj te bojo poklicali, potem greš ven in uklenjen s prevezo čez oči čakaš v vrsti na soncu. Vmes slišiš, da ljudje okoli tebi vlečejo iz vrste, na to zvoke brutalnega mučenja in ne veš, ali boš naslednji na vrsti. Tebe niso pretepali, si pa slišal, kako druge pretepajo. Zdaj, rekel si tudi, da verjetno te je pred vsem tem rešil Evropski potni list. Zdaj, če pogledaš nazaj, je to verjetno najhujša situacija, v kateri si bil v svojem življenju? Ma ne vem, mislim, ker če tako govoriš, vse to je bil pač nek manjši del cele situacije. Jaz sem bil tudi tam pač zasliševanje eno, sem si pa tudi dober čas med zaporniki, kjer je pač neka solidarnost in to ni pol ta zaslišanja, sicer si konstantno v premišljevanju kaj in kako, ampak ne vem, če tako poveš, se sliši, da je res grozen, pa res ni, no. Tako da, po moje... Ti si se vmes od sojetnikov začel učiti arabsko, ne? Ja. Povedal si tudi, recimo za Delo, da si v glavi sestavljal pesem, da ti je to pomagalo. Stavek, ki se mi je zdaj izjemno krasen, reševala me je zavest, si rekel, da nisem ničesar naredil narobe. Ne veš, kaj se dogaja, zato vsakič čakaš naslednji dogodek, naslednje zaslišanje. Ta stavek, ne, reševala me je zavest, da nisem ničesar naredil narobe, se mi zdi tak močen stavek. Ne sem za to situacijo, ampak za življenje nasploh, ne. Da takrat, ko si nekako kriv, brez kriv, da te ravno ta zavest lahko rešuje, nje se lahko edino oprimaš, ne. Kako je priti potem vsem tem, kar si doživel, kar sem zdaj prebrala, kar si ti že povedal, priti nazaj v Slovenijo in živeti tukaj?
Ja, ne vem, prvo sem šel pod slab, to je bilo kar noro. Ful je bilo zeleno. Kater slab? En kolega tam tle v Pohograjskih Dolomitih. Ampak ne vem, kako to, kaj zdaj reči. Pa tudi bolj, ne vem, zdaj sem bil par dni na kmetiji, tako probam nekako spraviti vse te zapiske v red. Veliko se je bilo treba dobiti z ljudmi, ampak ja, življenje gre dalje. Ne, ni nič kaj posebenega, no. Tako da to. Si se osredotočil na delo. Velikokrat si se že zahvalil za podporo vsem, ki so takrat pomagali k izpustitvi. Takrat v zaporu nisi vedel, ne, kaj se dogaja oziroma koliko ljudi te podpira, koliko ljudi je stopilo tudi zate in za to nemško kolegico. V Nemčiji so bili prav protesti, ne, množični. Verjetno nisi vedel, si nisi znal misliti, da boste doživeli tako podporo. Ne. Mislim, če bi razmišljal o tem, bi verjeten tudi na to pomislil. Pa pol, ko sam nekako se zdi vse tam malo daleč, tako da se pol zdi, kakor da si lastne nekega lažnega upanja ne smeš dajati, ker tudi če se kdo organizira, kako prišel v stik z ljudmi tam, sam pa ko vriješ ven, pa vidiš na katerih vseh ravneh so se ljudje trudili in kako je bila široka neka mreža ljudi, ki so se angažirali. In ker jim bi se vsem še enkrat zahvalil, da so me spravili ven, ja, je pol malo drugače začneš gledati na stvari. Z nemško kolegico sta se vidva poznala sicer že prej, ker sta se s to problematiko jezidov ukvarjala oba. Nista pa potovala vidva skupaj, tja po naključju sta bila istočasno tam, ne? Imaš še stike z njo, kako je, kaj počne? V redu je, mislim, ne vem, slišala sva se in tudi ona dela dalje, piše, proba spisati te zadeve, ki smo jih tam pač počeli, tako da. No, zdaj greva na to temo, zaradi katere sva tukaj, ne? Zaradi katere si bil ti v Iraku. Ti ful poudarjaš, da se ti ne zdi pošteno govoriti o nasilju, ki si ga ti doživel sam, ker da ni bilo to nič primerjavi s tem, pač, kar so deležni bili tvoji iraški sovetniki in da to ni nič primerjavi s tem, kar doživljajo pripadniki te preganjene manjšine jezidov, ne? Intervjuje daješ, tako občutek sem dobila, prav zato, da lahko o jezidi govoriš, ne pa o svoji zgodbi. Čeprav pa vedno govorimo o moji zgodbi. Ampak glej, sva že končala. Bil si zelo redko beseden. Tako da zdaj greva na to. Tam si preučeval jezide, o njih si slišal, to si večkrat povedal, ko si preučeval oziroma ko si ukvarjal z begunci na balkanski begunski poti. Zakaj ta tema, kako te je našla oziroma kako si ti njo našel? Mislim, zadeva je dvojna, ne? Eno je siguren, pač, če slišiš neko pač grozo nekega naroda, če slišiš o njej, je pač ena zadeva. In mislim, se mi zdi, da itak, da nas je veliko spremljalo, kaj se dogaja v Siriji takrat, ob državljanski vojni. In je bilo pač pol to neko nadaljevanje tega. Ampak drugo, kar je pa, se mi zdi, da bolj pomembno, je pa neka zmožnost neke skupnosti, neke družbe, da ko se zgodi ta groza, da se pač zna organizirati, da gre čez to in se temu postaviti po robu, ne. In to je ta nek moment, ki se mi zdi pomemben, da ne pristanemo na neke te zgodbe žrtve in pol nekega zahodnega humanitarizma, ki gre prodajati nazaj te jokajoče zgodbe. No. Tvoj prvi stik s to zgodbo je bilo torej prek beguncev tukaj v Sloveniji? Imaš še stike s temi ljudmi, recimo, ki si jih najprej spoznal jezide? Ne. Mislim, to z razlogom
se ljudem reče ljudje na poti, ne? Tako da pridejo pa grejo, ne? Se Slovenija zaradi teh in onih razlogov ni ciljna država. Ti si bil torej od januarja do aprila, si delal, si živel med jezidi, preučeval njihovo zgodbo, se informiral, živel z njimi in rekel si, da so pač tudi izjemno prijazni bili do tebe, gostoljubni in tako naprej. Jezidi so bili torej leta 2014, je poskušala Islamska država narediti genocid nad njimi. Nam lahko... Oziroma ga je. Bi rekel, da ga je. Tako. Nam lahko za začetek približaš v bistvu, kdo so jezidi, povzameš recimo za slovensko javnost, kdo so jezidi, kakšna je njihova kultura, vera, gre za predarabsko religijo, ne? Tako. Zdaj, jezidi so etnoreligijska skupina, kar pomeni, da ne ločujejo med tem, kaj so kot ljudstvo in kaj so kot verska skupina. Kar se najbolj odraža v tem, da naprimer, da če si jezid, se ne moreš v bistvu niti poročati ven, niti poročiti not, ne? Tako da so v tem kontekstu zaprta skupnost in da je tradicija ta, ki pač to ureja, ne? Zdaj, tudi mogoče oni bi rekli, da niso religija, so bolj verstvo. Mislim, če razumemo religijo tle v kontekstu nekih abrahamskih izročil, ker je veliko bolj neka praksa življenja. Se pravi, in je pa res, da je predarabska, torej predislamska. Zdaj oni celo pravijo, da so prvi ljudje, ki so spoznali Boga, od to njihovo ime bi prišlo v kurdščini, kurmanđiju, ki ga oni govorijo. Zdaj, versko je, mislim, imajo veliko nekih elementov čiščenja narave, obenem pa skozi neka stoletja so privzeli pol tudi not elemente abrahamskih religij, od krščanstva, judaizma do islama. Pol je vedno to vprašanje, kdo je zdaj na koga vplival, a so bili oni te, ki so res prvi nekako imeli monoteizem, ali pa oziroma je nek bil skupni bazen, iz katerega so pol pač te veje prišle ven, ampak da je mogoče ta jezidska ohranja več nekih teh elementov, teh nekih primarnih monoteističnih zadev kot ostale kasnejše nekako monoteistične interpretacije. To je ena zadeva, drugo, kot sem rekel, čiščenje narave in pol ta sinkretizem. Zdaj, nimajo... Zelo močna je ta oralna tradicija, ne? In glasba ima izjemen vpliv. To si pripovedoval v enem izjemnem pogovoru za Radio Študent, ki si ga dal potem, ko si se vrnil. Kaj pomeni to, da je ta oralna tradicija tako pomembna? Zdaj, glede na to, da je to tako stara tradicija, oni so, zdaj se ne ve, mislim, tudi zaradi tega, ker je oralna, težko v bistvu večina stvari, ki je zapisanih o njih, je zapisanih strani drugih, večinoma v tem kontekstu osmanskih pisarjev, in oni vedno rečejo pač neverjet, kaj drugi pišejo o nam. Glih v kontekstu tega, ker so je Otomanski imperij pač glih nad njimi v bistvu največ pokolov naredil. 74, kot oni pravijo, da so jih doživeli v svoji zgodovini. 74 je bil ta zadnji strani Islamske države 2014. Torej je težko nekako ugotoviti, koliko je zdaj bilo to, zakaj oralna, ker oni pravijo, da so imeli knjige, pa so bile zažgane, pa pol pravijo, da jih imajo Nemci, pa Angleži v svojih arhivih, da so jim pokradali. Drugo je pol vprašanje, a so to, se pravi, da če si imel ti, oni imajo še vedno, se pravi, njihov verski sistem je nekako in pol družbeni od 12. stoletja naprej urejen v kontekstu nekih družbenih skupin, se pravi, da imaš neko versko aristokracijo, kasto praktično, in pol neko drugo muridi, ki so večina, medtem ko so te višji šehi in piri,
in šehi so naprimer te, ki so bili tudi, ki so edini znali brati, ne. In pol v tem kontekstu se je to ohranjalo, ampak sčasoma se je zažigal, pa ker so konstantno bili pod pritiskom islamizacije od 7. stoletja naprej, so se začeli tudi skrivati in veliko tudi brati, se je nekako kot način skrivanja to zakamufliralo v oralno tradicijo, ne? Oziroma to je tudi pol ena od možnih razlag. Ker je bil glih to nekako tudi eden glavnih, ker niso imeli te svoje knjige, oziroma če bi imeli to svojo knjigo, bi bila to napačna knjiga, se pravi za islam, za neke verzije islama, ki gledajo na ljudi, ki niso ljudje knjige kot na heretike, se pravi nimajo iste zaščite kot muslimani, kot kristjani in judje. Tako da nekako v tem kontekstu. Je pa njihova zgodba, ne? Ta zgodba, zaradi katere si ti tudi pač bil dol, to je zgodba o poskusih asimilacije te etnije. Ne? 74 poskusov praviš, da je bilo. In ta, o katerem bi morali čim več govoriti, je ta iz leta 2014. Ne? Oni so takrat bežali pred genocidom in ti ljudje, ki si jih ti srečeval takrat, torej prvi tvoj stik s to zgodbo, so verjetno ljudje, ki so bežali zaradi tega genocida. Je tako? Ampak je tudi, tudi širše je pač Irak bil neko območje emigracije v splošnem, tako da tudi drugače. Ne? O samoorganizaciji, oziroma prej si rekel, da ne smemo gledati, če te malo povzamem, samo na te ljudi kot na žrtve, ampak tudi na ljudi, ki se znajo organizirati, ki se znajo ubraniti, ki znajo potem neko strukturo iz neke grozne zgodbe izpeljati. Rekel si v tem pogovoru z Radio Študent, da se počutijo na en način zapuščene, da so te spraševali, kaj boste naredili. Hkrati pa v bistvu imajo neko samoorganiziranje, demokratično avtonomijo. Če lahko to nam malo pišeš, kako izgleda zdaj dol življenje in ta ureditev. Zdaj mogoče to prvo, kar si rekla, to ker je situacija tam je res težka in ekonomsko in varnostno in v kontekstu neke širše perspektive, rečemo za večino ljudi. In rabiš, ker je to težka situacija, rabiš nekako v končni fazi verjeti v to, da se da drugače. In se prav sprašujejo, hočejo pomoč tisti, ki nekako ne verjamejo v možnost samoorganizacije in nekega sistema, ki se tam vzpostavlja. Ne? Ker je vedno vsaki, zdaj, a to poimenovati revolucija ali ne, je vprašanje, ampak sigurno je nek temeljen družbeni proces se tam odvija in pri vsaki taki zadevi je pač polno protislovi, se pravi, ljudi na različnih pozicijah in še posebej zaradi težke varnostne situacije ni vedno zadeva enoznačna. Ne? Se s tem nisem nič zares povedal, ampak vseeno je to dobro povedati. Super, kar nadaljuj. Ja, tako da, pa to mogoče glede ljudi, ki sprašujejo, kako pomagati, ne? Ker je ker prej, ko si govorila o asimilaciji, asimilacija se je prej dogajala, zdaj je nekaj, kar tam razumejo v bistvu kot poskus, kar gibanje tam v Šengalu, se pravi ljudi, ki so okoli temu, čemu oni pravijo avtonomni in demokratični svet Šengala bi bil prevod.
povezujejo v bistvu bolj z depopulacijo. Ne? Oni temu pravijo celo kulturocid, urbicid, se pravi, ne, govori tudi v splošnem gibanju govori meni se uporablja celo termin multicid, se pravi na tokih nekih ravneh, ko ti probaš in naravo uničiti, kar je v primeru islamske države, ki je minirala vodnjake, ki jih je zastrupljala, do neke kulturne asimilacije, rečemo strani KDP-a, torej kurdske demokratične stranke Kurdistana, ki je vladajoča partija v iraški avtonomni regiji Kurdistan, se pravi na severu Iraka, kjer vlada ta Barzanijev klan. Se pravi, neki poskusi kulturne asimilacije in islamizacije na jezide in neke tudi kurdizacije bi lahko rekli, čeprav jezidi so v nekem kulturnem kontekstu Kurdi zaradi glih te neke zgodovine KDP-a, torej Barzanija in njihove družine in politike imajo nek odpor za razliko od rečemo ostalih jezidov do tega, da se dojemajo kot Kurdi. In po je pa še ne vem, rečemo, če od 2014 je za 100,000 jezidov šlo ven iz Iraka in tudi pred kratkim je Bašeh, se pravi njihov vrhovni nekak verski vodja bil v Evropi, kjer je govoril o tem, da jezidi morajo zapustiti Irak. In je neko to vprašanje v kaj, mislim, kam gredo, ne, se pravi, in v nekih teh kontekstih Zahoda. Je neka, kaj bi temu rekel, neka skupnost, ki je toliko vezana na zemljo, ki jo tudi dojema sveto, mislim, dobesedno nosijo koščke zemlje, mislim, paketke zemlje okrog svojega vratu. V nekih zahodnoevropskih kontekstih, kjer je nek primat države, ki tam niti približno ne deluje na takem nivoju. In je skupnost veliko šibkejša tukaj, se v bistvu zgubi pol nek ta njihova kultura, njihovo bistvo, njihova identiteta se pol zgubi na Zahodu. Ne? Ker čeprav Zahod govori v bistvu o multikulturalizmu, je to še vedno na eni in isti podlagi neke ideologije kapitalizma, ki po osnovi atomizira. Ne? In glih v tem kontekstu je pol zanimiv, kaj probajo tam narediti, ki je, k čemur bi lahko rekel, demokratični konfederalizem oziroma demokratična nacija, kar nekako izhaja iz ideologije Abdullaha Öcalana, torej zaprte vodje delavske stranke Kurdistana, po idejah katerega je tudi se pravi sami jezidi in tudi ostali, ker niso samo jezidi vključeni v ta projekt izgradnje te samoadministracije v Šengalu, se nekako probajo organizirati po teh idejah. Ne? Ker je torej ten ključ, da naj ima vsaka skupnost, pa zdaj ali religijska, ali etnična, nekako svoje šole, pomembno je, da ohranjajo svojo identiteto, ampak to ne pomeni samo identiteto, kot jo razumemo, pač ne, tle neko folkloro, ne, se pravi neko muzeizacijo neke preteklosti, ne, ampak tudi nekako živo skupnostno tvar, ne, in tradicije, običaje, ki živijo naprej in kako se to samo odraža tudi v političnih procesih. Ne. In naprimer to v Šengalu se nekako šele v 2014 vzpostavlja in je mogoče ta aspekt, o katerem zdaj govorim, se pravi neka razlika med zahodnim multikulturalizmom in demokratičnim konfederalizmom v kontekstu etničnega sobivanja, kot je na delu v Šengalu, se mogoče bolj vidi v sami Rožavi, torej v severni in vzhodni Siriji, kjer ta revolucija že veliko dlje traja in je dejansko revolucija v kontekstu, da je se pravi, ideološko so si podobne
procesi in politični sistemi so si podobni v obeh regijah, samo da tam traja dlje in tam je nekako teritorijalno uspel osvoboditi prostor, medtem ko v Šengalu to še vedno obstaja v nekem sobivanju z iraško državo in z naprimer milicami Hašt al-Šabija, ki so večinoma šiitske milice, ki so bile ustanovljene 2014 za boj proti islamski državi. Tako da v Šengalu je neko kaj bi temu rekli, nek kolaž različnih akterjev, medtem ko je v sami severni in vzhodni Siriji to drugače in veliko bolj prišlo do izraza, tako da se dejansko in tudi večje, tako da se lahko vidi, kaj pomeni ta sistem, da vsaka skupnost, se pravi, ker so to etnično res raznolika področja, se pravi, če imamo v Šengalu poleg jezidov tudi Arabce, v sosednji vasi Turkmene, pa in šiite, sunito je sicer manj, razen Al-Shamar, eno pleme. Sicer kristjani so prej bili, ampak so po 2014 večinoma odšli. Medtem ko v severni Siriji je pa res cela plejada in Asircev in Armencev in Sirijakov. In zdaj sem da mogoče, da vsaka izmed teh posamičnih etnij, religij ima neko probo ohraniti svojega bistva prek ohranjanja svojega jezika, svojega šolstva, svoje religije, vere, in da znotraj tega, da je to neka osnova samoorganizacije, prek česa se pridruži kot rečemo komuna v nekem nereprezentativnem sistemu, da pošilja se pravi neke izvoljenje na generalno raven, prek rečemo nekih kvot, kakor pri nas za manjšine ali pa kakor je pol tudi v Iraku, se pravi narejen, ampak da to deluje po nekem delegatskem sistemu, da na vsaki višji ravni se v bistvu ureja navzdol, da ni centralnega vladanja, ampak da skupnosti v bistvu urejajo svoje zadeve tam, kjer jih, ko pa ne morajo, pa pošljajo to na višjo raven. Glede jezidov si rekel, da je to izjemno patriarhalno okolje, ampak da je tudi tukaj zelo zanimiva ta dvojnost. Izjemno patriarhalno okolje po eni strani, tudi ta kastni sistem, ki si ga tudi danes že omenil, hkrati pa recimo so ženske, imajo tudi oborožene enote, avtonomno organizirane ženske in tako naprej. Kako vidiš to dvojnost? Kako funkcionira? Mislim, glede tega kastnega sistema še, ne bi preveč sodil, ker ne znam, ker imajo pač ljudje imajo različne poglede na to. Glede vprašanja patriarhata, pa lahko nekako govorim o tem, kar organizirane jezidinje govorijo o tem. In se pravi, tam rečemo 2000, poleg tega, da imajo, se pravi, že od samega začetka, torej 2014 na gori Šengal, se je ustanovila oborožene, se pravi, če je ta generalni del, se imenuje JBŠ, torej uporniške ali pa varovalne enote Šengala, in potem kjer so in ženske in moški, in potem ženska veja, kjer so pa samo ženske. Potem obstajajo tudi, se pravi, ker obstajajo tudi neke varnostne sile, notranje, ali policija, oni temu rečejo asaiši, in je glih nekako, sem bil jaz tam, so se nekako urile prve ženske enote. In pa je tudi, se pravi, taže, je naprimer tam gibanje svobodnih žensk Šengala, bi se prevedel, ki je pa neka organizacija, ki skrbi, ki ima v bistvu svoje svete in tudi da jih je bilo takrat v 8 vaseh, kjer se v bistvu ženske dobivajo in imajo
na nek način v bistvu paralelen sistem generalnemu. Ne? Se pravi, če imaš ljudske svete, v vsaki vasi imajo nekatere pol še ženske svete, da se v bistvu tam ureja ženske zadeve, se pravi, velikrat se gre za vprašanje nekega nasilja v družini, da pol te organizacije intervenirajo. Drugo so velik pomen je bil 2014 na tem, ker je bilo toliko enih jezidin ugrabljenih, da se jih osvobodi. In do tudi čisto v bistvu osveščevalnega in nekega ideološkega dela v generalni skupnosti. Povej mi še, preden prideva do teh ugrabitev žensk množičnih, kako se zdaj preučuje genocid? Ti si bil na odpiranju ene od teh množičnih grobnic, množičnega grobišča iz leta 2014, si bil prisoten. Kako se v bistvu, kakšen je ta odnos do raziskovanja, do odpiranja te pač grozljive preteklosti oziroma tega, kar je Islamska država naredila jezidom? Zdaj malo je škakljivo, ne? Zato, ker na eni strani je pač sigurno dobro, da grejo te procesi naprej in vsak to je vedno treba je pozdravljati, ne? In tudi jezidi, ne glede na to, na kateri neki politični liniji so, vedno pravijo, da je ključno, ne? Da kot jezidi ne stopijo stran, ne? Na isto stran, ne? Da nadaljujejo, ne? Ampak je pa, se pravi, na odpiranju groba, na katerem sem bil jaz, so veliko ljudi, se pravi, iz tega sveta to dojemali, kot da je to namerno, počasno odpiranje ran. Se pravi, kot da če imaš ti, oni so rekli, se pravi, imaš ti neko ogromno zarezo v telesu in pol namesto, da jo ti pač pozdraviš, jo ti malo zaflikaš in pol jo vedno čisto malo pustiš, da krvavi, ne? In da je to nek dolg proces, da se pravi, jaz sem bil lani tam, kar je 2022, da se v bistvu odpirajo te grobovi v bistvu 8 let, potem, ko se je to zgodilo, pa še vedno jih ful ni odprtih, ne? Zdaj ni bo rekel, ok, problem je sredstev, problem je tega onega. V nami se mi zdi, da ni v nami, ampak meni se zdi, da je pozabil sem kjer, ampak neka mednarodna organizacija tudi zelo pomaga pri izkopavanjih, čisto da nudijo forenzično pomoč in to, ampak nekako čisto, da si je za predstavljati to, da naprimer glavni ljudje, ki so tam govorili, so bili predstavniki KDP-ja in predstavniki iraške vojske. In za velik del jezidske skupnosti so pa to ljudje, ki so pobegnili pred Islamsko državo, da je ta pol izvedla genocid, ne? In tudi to, da naprimer na te dogodke niso povabljeni člani, se pravi, avtonomne administracije, niti se ne omenja, naprimer, ob vsem tem JBŠ-ja in se pravi teh samoorganiziranih enot, ki so dale v bistvu največ padlih za to, da se obrani šengalsko prebivalstvo, da se obrani Šengal kot tak. Se jih ne vabi na te dogodke in pol tam govorijo ljudje, ki so v bistvu pobegnili od genocida. To veliko ljudi dojema kot odpiranje rane, pa še so v njo. Razumem. Ampak je pa pomemben, da se pa kljub temu to nadaljuje. Takrat je ISIS 7000 žensk je bilo odpeljanih, ne, v spolno suženjstvo. Otrok in žensk. Ne. Leta 2017 je bila v Sloveniji na obisku takrat 19-letna Lamia Adjai Bashar, ki je uspelo pobegniti iz ujetništva Islamske države in tudi ona se je takrat močno zavzela za to, da se v bistvu
prizna svet genocid nad jezidi. Decembra leta 2016 je ona in še ena njena kolegica sta dobile nagrado Saharova. In Branko Soban je takrat napisal tekst za Delo Svet mora vedeti, kaj se je zgodilo. Takole je napisal: zagovorniški oder Evropskega parlamenta je po podelitvi priznanja prva stopila Lamija Adži Bashar. Dejala je, da je ta nagrada pravzaprav priznanje vsem jezidskim ženskam, ki so še vedno v rokah Islamske države, in teh je zdaj, to je bilo leta 2016, 3500. In kaj pa k vsem njenim rojakom? Ko se je zgodil napad, je imela dobrih 15 let. Bojevniki Islamske države, ki so jim jezidi kdo ve zakaj še posebej na poti, so v njeni vasi Kočo pod goro Sinjar, kjer je doma tudi Nadja, torej ta druga njena kolegica, ki je dobila nagrado, pobili skoraj vse po vrsti. Žive so ostale mlajše ženske in dekleta, ki so jih preprosto zasužnili. Lamija pravi, da so njo prodali 4-krat na tržnici kot živino. Vsakokrat je pobegnila, a so jo vedno znova ujeli. Zadnji lastnik je bil Eslam, iraški zdravnik, ki jo je nenehno mučil in posiljeval njo in druga dekleta, a nazadnje je le uspelo, da mu je pobegnila. Zdaj, svet mora vedeti, kaj se je zgodilo. Je naslov tega članka bilo takrat, pa ve svet? Ja, ne vem, vprašanje. Zdaj, če se ne motim, ker zdaj so bili veliki, svet je, se mi zdi, da do neke, je kar razvedel, ampak zdaj, da ve, je nekaj, kaj pa pol je glede tega, je pa nekaj drugega, ne. In naprimer zdaj so bili se pravi, prvo bilo vprašanje priznanja genocida. In meni se zdi, da je, ne vem, če ni prav mogoče pred parimi tedni, zdaj pred kratkim Nemčija, ali ne vem, da so mogoče celo priznali, ne vem, ampak ali je bila neka država, bog in batina država, ali neka bog in batina inštitucija, da so priznali to kot genocid, kar je zelo pomemben, ker to omogoča pol, da se to uporabi tudi kot nek argument na sodišču. Ne? In tle je pa pol to drugo vprašanje, ki pa je sojenje borcem Islamske države, ne? Ki se odvija v Nemčiji. Eno izmed njih se odvija v Nemčiji, oziroma vsaj verjetno za nemške. Tudi jaz sem bil pred kratkim tam in zdaj tam je pa problem, da se o tem ne poroča. Tudi zelo slabo nekako je zastopano, nekako je pokrivano celo to dogajanje, kar pomeni, da jezidske skupine iz Nemčije v bistvu probajo in pač neki ljudje v solidarnosti probajo hoditi na ta zaslišanja in beležiti, kaj se govori, zato da gre v arhiv, ker nekako gre vse to pod radarjem in ne in se proba sam nekako na hitro opraviti s tem bolj reda radi. Ne? Ker zdaj, zakaj se pa pol upnemo pač v geopolitiko med Nemčijo in Turčijo in vprašanje se pravi turških verskih organizacij v Nemčiji, ki držijo, ne vem, eni pravijo, da je 8000, ne vem, da je samo v nek raziskovalni novinar, se mi zdi, da je nemški dal cifro 8000 turških agentov v Nemčiji, v se pravi državnih strukturah in drugih nekih organizacijah. Ne? Kar pomeni, da in zdaj jezidi so kot večina Kurdov strani turške države avtomatično teroristi. In Turčija pa tudi rabi Islamsko državo, jo je rabila in še vedno jo, da ji nekako pomaga pri tem, da v bistvu ohrani ta svoj turški nacionalizem in jo uporablja za svojo v bistvu proxy silo. Ne? In je tudi zdaj pred kratkim je nek komite, se pravi iz Jezidi Justice Committee ali nekaj podobnega, se pravi večinoma angleška neka organizacija, ampak ja, se pravi neki dokaj visoki pravniki mednarodnega prava,
bazirani v Angliji, ki so bili že prej udeleženi v različnih tribunalih, kjer se je sodlo, tudi za Miloševića in podobne zadeve, so v bistvu rekli, da turška država, iraška država in sirska država vsi nosijo odgovornost za sodelovanje pri ne za sodelovanje, ampak nosijo odgovornost za genocid nad Jezidi leta 2014. Ti opozarjaš tudi, praviš, noro je, kako konstantno slišiš drone turške in da to gre za v bistvu psihološko vojno. Če lahko malo to opišeš, kaj se dogaja, kaj s temi droni? Ja, ne, to je, da si v Lescah. Ne vem, kaj v Lescah, kaj je to pač letališče. Ne? In se pravi, to isti zvok, kar te, kaj se reče, cestni, športni propelerji, 4-sedežni ali 2. In to je skozi v zraku, je nekaj, kar prej pač asociiraš s tem, da je to pač nek bzz, je pol rata to, da pač moraš not, ne? Zdaj oziroma kje si, pa v kakšnem kontekstu si, ampak... Da se ljudje skrivajo pred temi dronimi. Ja, mislim, spet je odvisno s kom si tudi, ne? Ker pač politika turške države je, da sistematično uničuje vse visoke civilne in vojaške kadre samoadministracije. Se pravi, in Jebešejan je išel, ampak tudi se pravi civilne predstavnike, tudi Bolanco so zbombardirali, kjer je 8 ljudi umrl, ali pa 4 ali njih pa 4 umrl, in zdaj pred parimi tedni so tudi uničili en ljudski svet. Ne? Se pravi, to je, kjer je meni sedi tudi nekdo umrl. Se pravi, da gre oni uničiti, se mi zdi, da je to res polnek, da se vidne, se pravi, greš uničiti zdravje in neko demokracijo naroda, pol vidiš, kaj je Turčija v tem kontekstu. Ne? In, ja. Brala sem tudi neka poročila izpred par let tujih časopisov, tujih portalov o tem, kako izgleda na Sinjarju oziroma Šengalu. Je osvobojen, ampak ruševine so povsod, kamen pri kamnu, je takrat pisalo. Kako je torej z obnovo, v kakšni meri je možno oziroma ali se dogaja in kako kdo pri njej sodeluje. Pa če mogoče povzameš potem pod črto zdaj ta del pogovora, kaj trenutno Jezide najbolj ogroža? Ja, če jaz prav se mi zdi, da je nekih 70% hiš, stavb, infrastrukture še vedno porušene. Zdaj, pri obnovi je bil že prej bil problem, že pred Islamsko državo. Sinjar ni dobil svojega budžeta od leta 2013, kar sam pove na v bistvu ta na poskus, mislim, na neko to borbo med regionalno vlado v Kurdistanu in centralno vlado v Bagdadu, kdo bo zdaj nadzoroval Šengal. Ne? In tako da izgradnja, mislim, že takrat je pomanjkalo sredstev in ko pred Islamsko državo je vladal, se pravi KDP, pol so bili tak boji kako leto, pol pride KDP not in spet nazaj, vmes pobegne, pride nazaj in pol, ko iraški Kurdistan hoče narediti referendum za neodvisnost, Bagdad znori, pride not, KDP spet pobegne. In je konstantno nek vampanot in v tem nekemu vakumu nudenja osnovnih storitev ljudem se vzpostavi avtonomna samoadministracija, ki izhaja v bistvu iz potreb v samemu kampu na gori Šengal med bojem z Islamsko državo, da ljudem v begunskem taborišču v bistvu nudi vodo, zdravila, hrano in tudi samoobrambo. In pol to počas v teh letih raste, vzpostavljajo svojo komunalo, vzpostavljajo svoje šole, vzpostavljajo svoje bolnice, pač, kot smo že rekli, tudi varnostne enote.
in sistem demokracije, se pravi, kako vse te zadeve se povezujejo na lokalne ravni, grejo na vedno višjo. In to se nekako pol razprede v tej luknji, ki jo pustite te zunanji, nekaj, kar oni v bistvu veliko njih dojema kot zunanji sili, ki probata vladati tej regiji. In v tej situaciji so še vedno nekako zdaj. Ne? Naprimer, sama administracija dela njihova komunala proba cigle delati, kaj so to opeke. Ampak nimajo cementa, zato ker je zelo velik problem, ker checkpointe v Šengal za neke težke materijale ali pa za neke gradbene materijale še vedno pod nadzorom vojske iraške, tako da veliko stvari ne spustijo čez in je problem pri materijalih, tako da lahko delajo sam te pač v bistvu opeke iz zemlje, ampak tudi to prav ne prav dost. Mislim, da se pol komunala ima še ful enih drugih projektov, ampak na vprašanje izgradnje se pravi, se sama administracija trudi, ampak ker ni niti mašin, ker ni niti materijala, je to zelo težko. Na drugi strani pa KDP je v bistvu s celo administracijo pobegnil ven in čaka zunaj, ko prijeti nazaj ga lokalno prebivalstvo ne spusti, ker so tako, če prijete vi, če prije vaša administracija, bojo prišla še pešmerge, se pravi vaše varnostne sile, in oni so pobegnili, ko je pač ISIS prišel, tako da mi vas nočemo tle. Irak pa ima pač svojo komunalo, ima svoje inštitucije tam, ampak je pa v nekem političnem deadlocku in mislim, že čisto na generalni ravni, sploh pa tudi v Šengalu pa še posebej. Ne? In tudi ne more kaj prav dost narediti. Tako da zdaj v bistvu glavna zadeva, ki je nekako, kaj bi temu rekel, v uradni prihodnosti, ali pa mainstream prihodnosti, je okupatorski prihodnosti, kakorkoli temu hočemo reči, je Bagdad-Erbil deal, se pravi sporazum med Bagdadom in Erbilom, se temu reče tudi šengalski sporazum, se mi zdi, ki je bil sklopljen oktobra 2012 pod patronažo se pravi, misije v Iraku strani Združenih narodov, UNAMIA, ki govori o tem, da se pravi Bagdad in Erbil prevzamete nadzor spet nad Šengalom, se pravi, da vsi elementi, ki so nekako povezani, se pravi, vse, kar je povezan s PKK, more ven. PKK je tam uradno že šel 2018 ven, ampak oni dojemajo pač v bistvu karkoli, kar je nekako, kar se inspirira po idejah pač Abdullaha Öcalana, da je to isto kot PKK in da more ven, in oni bi namesto, in tudi Hashd al-Shabi, ki pač nima veze s tem in je pač neka komplet druga linija, ampak ni pa direktno del iraške vojske, čeprav in Jebeše in Hashd al-Shabi sta v bistvu pod iraško vojsko, kot da Marela Hashd al-Shabi je v bistvu njena, rečemo, da veja iraške vojske in tudi dobiva plačo strani nje. Torej pravi vse to ven in vzpostavili bomo novo varnostno silo iz lokalcev oziroma iz teh 200,000 ljudi, kar je pomembno povedati, da je v bistvu v Šengalu je trenutno nekih 150,000 ljudi, 200,000 jih je pa še vedno v begunskih taboriščih v samem iraškem Kurdistanu. In zdaj ne morajo, nočijo nazaj, si ne upajo, to je zdaj kompleksno vprašanje. Varnostna sila in da se administracija nazaj vzpostavi strani Bagdada in iraškega Kurdistana, kar v praksi pomeni, da bi v bistvu KDP prišel nazaj not, ker Irak ni vladal tam, v bistvu, ta novi Irak od Sadama tam sploh ni nikoli vladal, tako da nima niti ljudi, ki bi to prevzeli, tako da bi to v praksi spet dobil nazaj KDP, kar pa lokalni ljudje nočijo. In kar jim je ključno za prebivalstvo Šengala, ker sem govoril z njimi, je, da njih noben ni vprašal glede tega sporazuma, kar že pove, ne?
Bagdad-Erbil sporazum, nima pa veze s samim Šengalom. Ne? In tudi to, oni kritizirajo, da ni samo Bagdad-Erbil, ampak da je celo samo Kadim in Barzani del, niti ne s celim Bagdadom in s celim Erbilom. Če se vrneva na to, kar so prej že omenila, na balkansko, tako imenovano balkansko begunsko pot, kjer so tudi jezidi hodijo. Mi smo nedavno imeli en long read pod strani Poglobljeno. Barbara Smaila je napisala ta long read in je o beguncih, ki grejo po tej balkanski begunski poti in ki umirajo tudi v Sloveniji zaradi naše migracijske politike, azilne politike, ki je taka, kot je, pri čemer sodeluje Evropa. Kar je v bistvu v tem članku, kar so sogovorniki izpostavili, oziroma kar je jasno, razvidno je to, da so ti ljudje tudi po svoji smrti, ne samo preden umrejo, ampak tudi potem jih gledamo, ali pa jih družba gleda s predsodki in tudi po svoji smrti ostanejo marginalizirani, drugi odvečni. Kot opozarjata dve raziskovalki, ena iz slovenske strani, druga iz hrvaške, torej Uršula Lipovec-Čebron, njena hrvaška kolegica Marjana Hameršak v okviru mednarodnega projekta raziskujeta smrti prebežnikov in ob tem opozarjata na pomanjkanje čezmejne izmenjave podatkov in koordinacije postopkov. Namreč, medtem ko si slovenska in hrvaška policija izmenjujeta podatke o prebežnikih, nenazadnje obstaja bilateralni sporazum med državama, torej na podlagi katerega slovenska policija hrvaškim kolegom izroča ljudi, ki so nezakonito vstopili v državo, pa se pristojne ustanove, ki se spoprijemajo s smrtmi teh prebežnikov na enem in drugem bregu reke, ne povezujejo. Torej, lahko rečemo, da naša družba ločuje ljudi na naše in vaše celo v smrti. Si se s tem že kaj srečal pri tem, ko si v bistvu sodeloval tudi pri teh temah, begunski problematiki? Ja, mislim, pa se tudi begunce ločuje na naše pa vaše. Absolutno. Mislim, se vidimo zdaj, kako se je z Ukrajino zgodilo. Tako da to je več kot jasno. Zdaj, mislim, jaz ne sodelujem tako v teh procesih, tako da preveč nimam za povedati. Kar vem, je, da so še vedno, da so nemarkirani grobovi ob Kolpi v Črnomlju, se mi zdi, če se ne motim, ljudi, kjer so različne aktivistične skupine, se mi zdi tudi Infokolpa, sodelovali pri tem, da se najde, da se stopi v kontakt z družinami, ki preminulih, ubitih, lahko tudi rečemo, ampak je to pač, ker ni podpore strani države, tudi velikrat države izvora velikrat tudi so malo zgubljene, predtem je to težko. Ampak to, s čemer se srečuješ ti v bistvu pri vseh tematikah, in begunski, in zdaj pri jezidih je v bistvu skupna točka tega, vsekakor so ti predsodki, nacionalizmi, rasizmi, to, da je ena etnija osovražena, to, da gledamo na ljudi kot tujce. Faruk Šehić, avtor izjemnega dela o vojni, knjiga o Uniji, je enkrat za 24 ur Fokus med drugim rekel, ko smo govorili o beguncih, ki jih Evropa pušča pred vrati Evrope, da tam v tem žepu v Bosni, ki je v bistvu non-state, praktično na mnogih nivojih, in jih pušča na milost in nemilost tem prebivalcem, ki so sicer dobro namerno nastrojeni proti njim večinoma, ker so bili tudi sami v podobni situaciji. In Faruk Šehić je takrat rekel, tudi sam sem bil med vojno begunec, 44 mesecev sem živel po tujih hišah, ljudje grejo iskati boljše življenje. Ne obstaja niti en sam razlog, zakaj bi jih jaz obsojal ali smatral za nekaj negativnega v naši državi, ker mi smo vsi migranti. Vsi smo migranti, na konec koncev Jezus je bil migrant, Judje, Mojzes je bil migrant. Kako je, Matej, misliš, da možno, vem, da so to naivna vprašanja, pa jih zavestno zastavljam kot naivna, da večina ljudi v 21. stoletju, tudi v Sloveniji, nima tega zavedanja, da v bistvu smo samo po neki sreči
ali pa naključju. Mi rojeni tukaj, take poti, živimo v Ljubljani, Ilirski Bistrici, kjerkoli, in nismo rojeni, ne vem, v Šengalu ali pa, ne vem, v Siriji ali pa... Skratka, moje vprašanje bi bilo, kako si ti pojasniš to naravo, veliko knjig je bilo o tem že napisano, ampak tvoja izkušnja, tvoje razmišljanje me zanima. To, da se v 21. stoletju še vedno ozira dobršen del družbe na to, od kje je kdo, kakšen je kdo, kakšno barvo kože ima, kakšne ima običaje. Na veliko ti to... Kar razmisli. Mislim, prva zadeva je... Se mi zdi, da je napačno to, da imati kot naključje. Se pravi, vse neke razlike v možnostih srečnega življenja so zgodovinske, so človeškega izvora in se jih da spremeniti. Okolikor jih dajemo kot naključne in stvar usode, potem take tudi ostanejo, ne? Tako da to se mi zdi prva zadeva. In druga zadeva je pol v tem kontekstu, se pravi, če govorimo o slovenskem teritoriju, ja, mislim, to je druga priča, ker če je slovenski narod nek narod hlapcev, ki je postal narod junakov in pol narod herojev dela, in potem vse sprivatiziral in šel na bone v restauracijo kapitalizma. Nima, mislim, razen juga, rečemo v kontekstu, rečemo do Kosova in Albanija, do Kosova in Albanije in Slovenija po osamosvojitvi nekega mehkega ekonomskega kolonializma, ampak še vedno na Balkanu, ki to je, in je temu tudi kot treba reči, da ne govorimo pač o izbrisu, ki ni 25,000 ljudi, ampak je 200,000 ljudi, samo 25 jih je bilo pač izbrisanih. Če damo vse to, da to ni, da Slovenija nima črnih pik ali pa narod, mislim, kakorkoli ta kategorija sploh velja, pol ljudje ne bi rabili zdaj odgovarjati za tegobe ljudi iz celega sveta, da pridejo sem, in tudi načeloma ne odgovarjamo, ker ljudje hočejo pač mimo, ne. Zdaj, zaradi azilne politike ali zaradi drugih zadev je to vprašanje, ampak hočejo tja, kjer je cash, in cash je tam, kjer je nakraden. In tla ni preveč casha nakradena, ker realno se ni preveč kradel. In zdaj glavni problem je pa, prav kakor v kontekstu Bosne, je pa, da Evropska unija pač zapre vrata, ne? In tla smo pa mi, tle pa smo del celega problema, v kontekstu smo del NATO imperialistične zveze, smo del Evropske unije, ki je spet v Severni Afriki in na Balkanu pač neka kolonialna entiteta, ki ima tudi znotraj sebe neke relacije centra in periferije, kar se je poznalo, ne vem, pri nas, ko smo se pridružili v Eurocono in kar se bo zgodilo še bolj Hrvaški. In v tem kontekstu je zdaj, mislim, kdo je zdaj, mislim, a veš, ker sej je, ne vem, meni se zdi, da predsodki so, komur se zdi, da ljudje lahko obstajajo brez predsodkov, je, mislim, se dojemajo iz pozicije Boga, ne, ljudje smo omejeni in da s tem, da sodimo, to pomeni, da smo dejansko živi, ne. In zdaj pa, in tudi se mi zdi, da veliko, ne vem, spoznal sem enega lika, ki je rečemo, na politični liniji, na širši liniji, ne vem, mi je govoril o tem, kako bi, ne vem, rečemo, ljudi, kot sem jaz, hrvaška policija mogla 5-krat bolj pretepsti. Ampak obenem, ko ga pa spoznaš z nekim modelom iz Eritreje, mu pa človek da čevlje. In se mi zdi, da je veliko
ne vem. Neznanja, to hočeš reči? Da ljudje gledajo da predsodki obstajajo tudi zaradi tega, ker ljudje nimajo stika z drugimi ljudmi. To je sigurno, ne? Ja. Mislim, veš, ker če gledaš komentarje na vzem si ga domov, ne? Se pravi, kdo reče vzem si ga domov? Ne vem, meni mnogi na Twitterju. No, ampak to so ljudje, ki dejansko se čutijo, da morajo pol človeka domov vzeti. Medtem ko neka liberalna meščanska srednja pa si predstavlja, da imaš ti neke državne inštitucije, ki bi mogle za to poskrbeti. In se mi zdi, da je tle razlika, ne? In da je v bistvu na nek način govori gostoljubje iz teh ljudi, ker se pol čutijo, da jih oni pol dejansko morajo k sebi domov vzeti. Dobro, ti si bolj naiven, kaj jaz, torej. Ja, okej, dobro. Mislim, kar ne pomeni, da ukolikor pač mislim, in se mi zdi, da je treba izhajati iz teh pozicij, zato ker če ne verjamemo v to, da lahko vsi skupaj živimo in pač potem tudi ne bomo. Ne? Ampak da ukolikor pa ljudje strežejo po življenju drugih, se pa treba pač tudi temu fizično upreti. Ja. Če samo potegnem črto, kar si opisoval prej o tem, ko sem sprašvala tako na široko za vzroke, ne, pa na predsodke, mislim, da bi naj dobro mogoče povzel tisti komad od Antokota, mislim, če ga malo parafraziram, da se nacizem skriva tudi v Ikenem pohištvu, pa v vrtnih palčkih na slovenskih dvoriščih. Ja. To, kar se je tebi zgodilo, če mogoče zdaj malo počasi zaključujeva, pa greva na širše. Lani je bilo po svetu ubitih 45 novinarjev, to so podatki International Press Instituta. Zaprtih je bilo 293 medijskih delavcev lani. To so podatki odbora za zaščito novinarjev. Boštjan Videmšek je pred nekaj tedni tukaj sedel, kjer zdaj ti sediš, opisoval, kaj se je zgodilo, na kak način je bil ubit njegov prijatelj, njegov dober prijatelj, brat, kot pravi Boštjan, ko je opravljal svojo novinarsko nalogo, kako je bil ubit. Zdaj, ta izkušnja, ki si jo ti doživel, ta zapor, pa vse, kar okrog tega, te le še bolj žene v novinarstvo, v raziskovanje, recimo te zgodbe, v pisanje te zgodbe, ali te kakorkoli odvrača? Mislim, te zgodbe je malo zapleten, zato ker mi manjka, mislim, mi dosti stvari še manjka o tem, da bi... Ker nisi uspel vsega raziskati, kar si zastavil. Zmanjkalo ti je časa zaradi tega zapora. Ja, tako. Tako da od tako da tle je malo tako škakljivo, ampak generalno mi je pa definitivno dal cela stvar, mislim, velikega zanosa, še sploh zaradi tega, ker sem spoznal tam toliko neverjetne ljudi, ki ja, ne vem, da če lahko hraniš tako odnos do življenja v nekih toliko brutalnih pogojih, pol pomeni, da bože, glavo gore, biče gore. Super. Ja. Za Radio Študent bi te še vprašala, ti si sodelavec Radia Študent. Kako ga vidiš, zakaj delaš tam, oziroma zakaj sodeluješ z njimi? Zdi se mi izjemno pomembno meni osebno, kaj ljudje na Radio Študent delajo in kako delajo, tudi v nekih pogojih, ki niso vedno idealni. Tako da tvoj odnos recimo do Radia Študent. Ja, mislim, generalno gledano, je pač pomembnost neprofitnih, neodvisnih medijev je neoporečna, in še sploh se pravi, ne vem, zakaj je bilo meni noro, ko sem prestopil, jaz sem malo kasneje prestopil, ljudje začnejo v srednji šoli, kaki na začetku faksa, jaz sem malo kasneje. In da ti prideš v neko tako veliko inštitucijo, se pravi 200 sodelavcev, kjer svoje redakcije, kjer je res velik dela na to, v bistvu, da te nekdo 2 leti starejši mentorira, da greš čez nek proces,
izobraževanje toliko mlad in da pol delaš v nekem kolektivu, kjer je pač so pol tudi redne seanse, neke poslušanje prispevkov, kritike, samokritike, da se res v bistvu je večino, kar se dela, mislim, čeprav je nek sprotni program, večino je poudarek na vsebini, vsaj del na aktualno-politični redakciji, del, kjer sem jaz bil, oziroma glih nisem pol bil, ko pa sem šel na neko daljšo pot. In tako da je in mislim, in tudi volitve, neka širša demokratična struktura cele inštitucije je, mislim, poleg tega, da je, mislim, ali pa prvo, če je radio in to, kar se vidi od zunaj, se mi zdi še bolj pomemben kot neka inštitucija, skupnost za neke mlade ljudi, da se sploh naučijo, kaj pomeni biti del nečesa in skrbeti za to. Ne? In to je kar neprecenljivo. Kar je pa največ, kaj ti lahko nek delovni kolektiv, verjetno. Ja, zdaj smo na koncu. Zdaj sklepam, da boš zdaj popisal v člankih, v prispevkih vse, kar si izvedel v Šengalu. Knjigo si rekel mi prej, da verjetno ne boš napisal knjige, članke pa ne. Poleg tega se ti ukvarjaš tudi z drugimi stvarmi, o katerih danes ne bova veliko govorila. Ne samo omenim, da tudi med drugim z glasbo, da te najdemo pod imenom Črn škrat. In v enem komadu poješ: duh se hrani z dnevom, telo pa z nočjo, pa končajva takole dualistično. Želim ti lep dan še naprej, naj te nahrani ti dušo in vsem naj dan nahrani dušo. Hvala lepa, da si bil naš gost. Hvala tebi za povabilo. Hvala še enkrat in zahvala tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. N1 podcaste najdete pri vseh večjih odjemalcih podcastov na n1info.si in tudi v rubriki Poglobljeno in seveda na YouTubeu. Hvala lepa še enkrat. Lep dan ti želim. Hvala tebi.